Lasje od nekdaj veljajo za simbol ženstvenosti. Zato marsikatera ženska, ki zaradi bolezni ostane brez las, precej trpi. Lasulje in lasni nadomestki bolnicam, pa tudi bolnikom s popolnim ali delnim izpadom las vračajo samozavest in jim omogočajo, da se normalno vključijo v družbo. Žal pa so predsodki še vedno prisotni. Medtem ko v tujini po lasuljah in lastnih nadomestkih posegajo številni zvezdniki in o tem tudi javno govorijo, so v Sloveniji še vedno tabu. Predvsem ženske, ki jih nosijo iz zdravstvenih razlogov, pa pogosto stigmatizirane. Nina Mrzlikar. Res vam paše? Paše? Ja, res. Bolj kot črna? Ja, rjava. Ja, bolj. Ste vse lepi blond? Ja, jaz sem bil včasih, zdaj imam pa mojim letom primerno. Občutek še ni čisto pravi, zato gospa Nada Marija po nekaj minutah poziranja pred našo kamero lasuljo sname z glave in si nadene pokrivalo. Po nekaj mesečni kemoterapiji počasi izgublja svoje lase, zato se je odločila za nakup lasulje. Občutek je pa, kot da nisem jaz. Nekaj drugega je bilo. In se moram navaditi in živim na podeželju, v Begunjah. In bo mogoče res čudno videti tako lasuljo. Z bujnimi lasuljami različnih barv že od nekdaj na odru rada eksperimentira igralka Tina Gorenjak. Da je lasuljo nosila tudi v zasebnem življenju, je javnosti razkrila, ko je premagala raka. Tale lasulja ima pa čisto posebno zgodbo. Prvič, da sem poklicala lasuljarko v Maribor in rekla, gospa Mojca, zdaj mi pa ne boste pomagala zbrati lasulje za eno lepo zadevo, torej za predstavo, ampak zaradi tega, ker pač sem zvedela, da imam raka in bom morala iti na kemoterapijo. Radijska napovedovalka Špela Setničar je med zdravljenjem izgubila lase in obrvi, a se je sčasoma odločila, da lasuljo odvrže in s ponosom hodi po svetu brez nje. Predvsem zato, ker sem se bala, kakšni bodo odzivi ljudi. Namreč ti, ko nosiš svojo golo glavo, hkrati na nek način prikazuješ tudi to svojo bolezen. Si mogoče bolj ranljiv in res se počutiš tako, kot da bi šel naenkrat nag med ljudi. Tako da potem je prišel za mano ta sram, skupaj s tem zavedanjem, da nimam las in kako pravzaprav drugi gledajo name. Diagnoza rak pri 30 letih, mama samohranilka z leto dni staro hčerko. Darja Molan, ki danes v združenju Evropa Dona pomaga drugim. Moja glavna skrb je bilo zdravje, želja, da premagam raka in čim več časa preživim z otrokom, pripoveduje. Kar je mene v bistvu tako najbolj skrbelo, je to, če me bo hčerka spoznala, ko bom enkrat prišla brez las domov. No. Tako da jaz sem se pol v bistvu kar malo igrala, iz dolgih las sem šla najprej na kratko frizuro in potem po drugi kemoterapiji, no, ko so začeli lasi izpadati, sem potem odšla k frizerju, da me je tudi pobril. In takrat, ko sem prišla domov, je bila hčerka zelo tako mami in sem vedela, ok, vse je v redu, prepoznala me. Izguba las po kemoterapiji prav tako ni pretresla ene naših najboljših smučark Nataše Bokal. Že od nekdaj je nosila zelo kratke pričeske, zato si lasulje niti ni naročila. V javnosti je ni sram biti povsem gologlava. Imam kapo, polet pa hodim z golo glavo in ne vem, ne vidim v tem nobenega problema. Ne sramujem se tega, da nimam lasa ali pa da sem zbolela. Se mi zdi, da bi mogoče z lasuljo imela še več težav, predvsem v poletju, ki je vroče. Tako da to za mene ni nek poseben problem. Če bom ozdravela, je to še najmanj, kar lahko, da nimaš las. Lasje so pomemben del ženske identitete in igrajo pomembno vlogo v našem življenju. Zato je izguba las lahko izjemno stresen dogodek, ki vpliva na samozavest in samopodobo. V eni od ljubljanskih lasuljarn se srečamo s prodajalko Katarino Zajec. Ta je v 28 letih stkala res pristne odnose s strankami, ki so predvsem onkološke bolnice. Se ne zavedamo tega, da je v bistvu ta čas kemoterapija zelo pomembna, da se tudi mi dobro počutimo. Ne? To je pač res ena taka stvar, ki nažalost gospe spremlja ta čas kemoterapije skoraj 1 leto. Ne?
predno pač 6-7 kemoterapij, da grejo lasje dol, 6. do 7. teden po zadnji kemoterapiji začnejo rasti in potem po centimeter na mesec, tako da nekako v generalu je to 10 do 12 mesecev v bistvu življenja z lasuljo. Ne? Bolezen namreč niso le znaki in simptomi ter telesne bolečine, ampak tudi skrbi in različne psihične težave. Zaradi izgube las se bolniki počutijo drugačne in včasih tudi izolirane. Včasih je ta stiska ob tej misli izgubiti lase tako globoka, da se nekateri odločajo tudi za mogoče manj učinkovita zdravljenja, mogoče tudi, da se ne bi zdravili s tem načinom. Izpadanje las je pogosto zavito v občutke sramu in zadrege, zato ljudje o svojih največjih negotovostih ne radi govorijo z drugimi. Izguba las naredi bolezen vidno. Naredi vidno bolezen najprej bolnici, bolniku sama pred sabo. Marsikdo reče, kako dolgo je rabil, da se je navadil na svoj nov odsev, na odsev svoje nove podobe. In naredi bolezen vidno navzven. Ne glede na to, koliko so daleč v svojem spopremanju, koliko so pripravljeni že razkriti o svoji bolezni. Tina Gorenjak je po kemoterapiji z močnimi zdravili hitro začela izgubljati lase, šopi las na tleh, v kartači, v roki. Odločila se je, da tega ne želi doživljati iz dneva v dan, zato se je odločila z radikalno potezo. To je zelo šokantna stvar, kot je tak šop las ostane v roki, sem imela tudi tako dolge. In se reka, tako, vsak človek se po mojem kdaj sprašuje, kakšen pa bi bil, če bi bil plešast, če bi se pobril. In sem reka, to je pravi trenutek. In sem reka, ne bom se pustila, da bo to ostalo v meni traumatično doživetje. In sem se našminkala, si dala musko, vzela, od očeta sem si sposodila ta aparatek za oblikovanje brade. In sem se šla takole, in sem si najprej eno stran pobrila, pa drugo, pa sem si naredila irokezo, pa sem se slikala in v bistvu sem se ful zabavala ob tem, pač, ob nečem, kar je bilo neizbežno, a ne. Špela Setničar je kot del terapije med okrevanjem najprej preizkušala različne vrste lasul, odvisno od počutja. Spomnim se, da veliko ljudi je mislilo, da sem si pobarvala lase. In da mi je bilo tudi všeč, da sem se lahko preslikala v nek drug karakter vsakič, ko sem si dala gor neko lasuljo. Všeč mi je bilo to, da v resnici je to skrilo mojo bolezen, da so prišli ven iz tega različni karakteri, ki so izstopali iz neke bolečine in sem jih potem lahko povezala s temi lasuljami. Z rakom je povezanih veliko izgub, ne le las. Začne se z izgubo zdravja, dela telesa, občutka varnosti, načrtov za življenje. Ljudje velikrat povejo, da sami od sebe pričakujejo, pa tudi socialno okolje. Ko bom sprejela, ne bom žalostna, ne bom jezna, me ne bo strah, ampak spoprijemanje z boleznjo ne gre na stikalo. Ne? Zaradi boljšega počutja in odzivov okolice svetujejo nošenje lasulje, lasnega vložka ali različnih pokrival. Osnovni model lasulje je brezplačen in ga krije zavarovalnica v višini nekaj več kot 80 evrov. To je nek ta osnovni model, ki je pač na naročilnico. Ne? Zdaj, na prvi pogled se mogoče niti tako ne razlikuje, če gremo bolj v detajle, se potem seveda tudi mi stranki potem tudi razložimo oziroma zakaj je pač cena različna, ne? Zakaj je 82, pa zakaj je 460. Ne? Ta način izdelave, ki ga potem lahko dejansko pokažeš, ko imaš stranko, ko ji poveš, ko ji pomeriš, ker ko se da gor, se tudi vidi razlika seveda. Ne? Ženske najpogosteje kupujejo sintetične lasulje v srednjem cenovnem razredu, to je med 200 in 250 evri. Dražje so, boljši je oprijem na glavi, prečka na lasišču ni fiksna in se torej lahko spreminja po želji, lasulja tudi nima roba. Najdražje so sicer lasulje iz 100% naravnih las iz Azije. Ta recimo stane 1600 evrov. Bistveno pri okrevanju je, da se vsak, ki nosi lasulja, v njej dobro počuti, pove gospa Katarina. Ko gledam žensko, ko ji daš neko lasuljo gor, ko vidiš, ko res zaživi, ko dejansko vidi sama sebe v njej. No.
Tudi jaz vedno spravim malo, stante, malo se sprehodite, veste, da ni vse tako togo, da se malo tako, da se vidiš, da si turisti. Mnogi bolniki z rakom ne želijo, da o njihovi bolezni izvedo drugi ljudje. Pomilovanje jih navdaja slabimi čustvi, ob tem se počutijo še slabše, še bolj bolni. Svojo boleznijo predvsem ne želijo prizadeti najbližjih. Pomembno je, da na izgubo las pripravimo tudi otroke. Kar nekaj otrok včasih že v vrtcu, predvsem pa v osnovni šoli, si ne želi, da bi recimo vrstniki videli mamico brez las. In kar nekaj mamic je povedali, da so bile doma z rutko, da so bile doma z golo glavo, v vrtec pa v šolo so šle pa z lasuljo. Ta del je pomemben, da se spregovori in da se dogovorijo. Zato, ker je otrokom ta vrstniški del toliko pomemben in včasih sebe ščitijo, včasih pa mamico ščitijo pred kakšnimi negativnimi odzivi. Tudi sicer je izpadanje las danes zelo pogosta težava, ki prizadene tako moške kot ženske. Pojavi se lahko kadarkoli iz povsem različnih razlogov. Preizkušnje so vedno travmatične. Ja, stres je v bistvu zelo pogost dejavnik, ki povzroča izpadanje las. Hitro se lahko ujamemo v bistvu tudi v ta začaran krog, ker v bistvu stres lahko sproži izpadanje las in potem se stres še poveča ob tem, ker pač opazimo izpadanje las in dejansko nam to povzroča še dodaten stres. Okoli 40.000 Slovencev, otrok in odraslih, trpi za avtoimunsko boleznijo alopecija. Izgubljajo lase, lahko tudi dlake po vsem telesu. Nekateri le delno, drugi v celoti, nekateri začasno, drugi za stalno. Učinkovitega zdravljenja ni. Kadar gre za izpad las pri ženskah recimo, seveda takrat se z žensko pogovorimo, predstavimo možnost predpisa lasulje in seveda na ta način mogoče malo olajšamo tudi to tranzicijo, da se ženska nekako sooči s tem, da je ostala v bistvu brez nekega pomembnega zunanjega videza, kot ga je imela prej. Čeprav nošenje lasulje pomaga številnim ljudem, ki jih je prizadela bolezen ali pa se težko sprijaznijo s spremembo videza, je okolica do tega še vedno zadržana. Enako velja za posameznike, ki se odločijo, da ne bodo nosili ne lasulje, ne drugih pokrival. Jaz pa res nimam težav in tudi ne bom pa nobenemu rekel, da naj hodi z golo glavo, ker vem, da to lahko na psiho kar hudo vpliva in pri teh naših boleznih pa pri zdravljenju mislim, da je psiha kar pomembna in če se ti že zato ne počutiš dobro, mislim, da je to samo še en minus pri tem zdravljenju. In sem želela imeti takšno lasuljo, ki bo čim bližje mojim naravnim lasem, ker pač sem si želela v tisto obdobje, ko je bilo zdravljenje najtežje, najhujše, ker sem le bila izpostavljena ves čas javnosti, da se to ne bi vedeli, da si bom sama zbrala trenutek, ko bom povedala, da pač sem prebolela ponovno raka. Tako da v tem primeru so lasulje velike rešiteljice in tale je, kot vidite, veliko pretrpela z mano. In če greš ti ven brez lasulje, je sicer neko polnomočenje zate, boš pa morala biti tudi pripravljena, da bo prišlo veliko vprašanj. Kako to, da zdaj ti nimaš las? Zakaj? Ali pa včasih ljudje niti ne vprašajo, samo gledajo, ker jih zanima in sklepajo. In če nisi navajen toliko pozornosti, ki jo takrat vzbujaš, je to precej težko. Spomnim se enkrat, ko smo bili na bazenu, pa en fantek me videl in je rekel, mami, ta gospa je pa čist brez las, ampak čist brez las. In meni je bilo tako, malo mi je bilo neugodno. No, spet po drugi strani sem pa, prišla enkrat v trgovino in je gospa prišla do mene in je rekla, gospa, vas lahko samo objamem. Sem rekla, dejte. Ja, lasulja je del mene tudi. Moje lase so šle, pa moram nekaj nadomestiti in mi je tukaj krasno pomagala ta gospa, da mi paše k obrazu, letim, da sem že stara, 80, in ne morem dati na črno. Mogoče bojo moje lase, nove lase zrasle temne, potem bo pa bonus.
V današnji družbi zunanja podoba ustvarja vtis in igra veliko, morda celo preveliko vlogo. Ljudje se ocenjujemo površinsko, tudi po pričeski. Kako banalno je to, se največkrat zavemo šele, ko zbolimo. In takrat je, kot poudarjajo naše sogovornice, bistveno vprašanje, ali bom preživela ali ne. Imam lasuljo. Lovely.